Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Zakorakali smo v jesen, ko več in več ostajamo v domačih logih. Zato v studiu pozdravljam pisatelja, Kanomeljčana, Cvetka Svetlika. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober dan. Ste rojen Kanomeljčan, tam ste preživeli otroštvo in tam živite še danes. Ja. Da bi lahko kaj povedali o vašem življenju. Ja, življenje v Kanomelj je zdaj kar v redu, a ne? Včasih je bilo pa malo bolj težko. Ljudje so si prizadevali bolje živeti, zato tudi zdaj malo bolj živimo, kot so oni takrat, kot sem jih jaz opisoval v teh knjigah, a ne pač, kar sem jih do zdaj. Mogoče par besed o vašem šolanju. Kako je šolanje potekalo nekoč? Šolanje, no, tukaj je pa treba zdaj že nekaj več povedati. Namreč, Kanomlja je sestavljena iz 3 Kanomelj, a ne? Spodnja, srednja in gornja Kanomlja. Spodnja Kanomlja spada pod krajevno skupnost in šolo tudi Spodnja Idrija, medtem ko srednja in gornja Kanomlja sta pa takrat v mojem času imeli svojo šolo in kasneje še svojo krajevno skupnost. Tako da smo nekako ločeni, nekako v hecu mi rečejo, da sem zamejski Kanomeljc. Lepo. Po zaključenem šolanju, se pravi v Kanomlji, v Spodnji Idriji. V Spodnji Idriji, ja, v Spodnji Idriji. Ste se zaposlil. Ja, zaposlil sem se v lesni industriji. Takrat je bil 22. julij, potem Slovenija les, potem Iles in tako naprej. In po 20 letih sem presedlal, sem šel na rotomatiko, od tam pa tudi v pokoj. Pa če začneva pri vaši prvi plači. Kaj ste si kupil s prvo plačo? Fotoaparat. To je bilo pa kakor izstopa. Kako to? Ja, vedno bi ga rad imel, že prej, pa seveda, doma ni bilo financ, da bi mi to ugodil, da bi mi ga kupil. Jaz, ko sem dobil prvo plačo, sem šel, prav tukaj je bila trgovina s temi stvarmi, čez cesto, in sem kupil fotoaparat prvi. Pentax, ne Pentona, kar je tudi en del Pentaxa, ne. Tako da je bil malo boljši, kot so bili takrat na splošno fotoaparati smene. Ta je bil malo boljši. Vas je k nakupu nagnilo tudi vaše nagnjenje do raziskovanja, ali je raziskovanje prišlo iz fotografijo? Ja, predvsem iz raziskovanja. Naj povem še eno anekdoto. Ko sem prinesel tisti fotoaparat domov, sem ga stari mami pokazal in sem rekel, poglejte, kaj sem kupil. Bejž, je rekla, kaj mečeš denar za te stvari? Je rekla, saj imaš v Idriji fotolika, pa se pejt slikat. No, in jaz sem se tu zapomnil, ker nisem kupil fotoaparat zato, da se bom, ali pa da bom ljudi slikal, ampak predvsem raziskoval z njemu, ne. Imam še zmeraj spravljenih nekaj zelo starih fotografij s tistim prvim aparatom. Ki so zlata vredne najbolj. Ja, so. In rezultat tega raziskovanja je tudi domoznanski oris Kanomlje, ki ste ga izdal v knjigi leta 1999. Ja. Ja, to je pa takrat je bilo malo prej se je oblikovala ta krajevna skupnost Kanomlja, a ne? To sta srednja in gornja Kanomlja. In so me malo vprašali,
če bi vedel kaj o tem, o Kanomlji, malo zgodovine in tako naprej. No, jaz sem se za to zagreval, a ne, in sem tudi dobil precej podatkov, od ustanovitve pa do praktično do zdaj, a ne, oziroma do takrat. Potem po natisu sem pa še dodal še določene stvari, a ne, to bova še kasneje verjetno govorila. Ponatis je bil pa izdan leta 2022. Ja. V tem delu ste opisal primerjavo med minulim življenjem v Kanomlji nekoč in tudi življenjem danes. Ja, se razlikuje, seveda se razlikuje, a ne. Če vzamemo samo to, ceste ni bilo nekoč, a ne. Veliko lesa so pridelali, a ne, oziroma posekali, v Kanomlji so kar plavili s pomočjo klavž do spodnje Idrije, a ne. Tako da že sam ta transport, recimo, je bil, drugače je bil pa po Kanomlji samo kolovoz, a ne, in ga niso uporabljali za spravilo, na primer lesa. To je bilo za je tudi zdaj bi rekli v trgovino, a ne, ampak takrat se je šlo mogoče parkrat na leto, a ne, z vozom in se pripeljali pač. Plavljenje po Kanomljici je bilo sigurno praktičneje. Ja, seveda. No, to so tudi najmanjše klavže na Idrskem, a ne, ovčjaške klavže. Se je pa splavljal, no, tako boljše rečeno, les iz Kanomlje in z Vojskega, ker je bila ena drča, se je imenovala Drasta, a ne, in so tam vojskari navlekli les na vrh Draste in potem so ga spuščali direktno pod klavže, da je potem voda odnesla naprej. Pa da se vrnemo nazaj k Kanomlji, to je največje naselje, največja vas v idrijski občini. Ja. Nastala je pa ob idrijskem prelomu. Ja. No, to je največji kraj v idrijski občini, ampak zdaj je veliko manjši, kot je bil na začetku. Ko je ta oglejski patriarh Bertrand razdelil Kanomljo na 10 kmetij, je v povprečju vsaka kmetija zajemala približno nekaj čez 4 kvadratne kilometre zemljišča. Šla je pa po obronkih Ledinske planote, če tam začnemo, a ne, Krnic, do Oblakovega vrha, in potem pa do Vojskarske planote, in vse, no, še celo del Idrije je takrat spadala pod Kanomljo. Kasneje je bila razdeljena na 3, spodnjo, srednjo in gorenjo, ampak prvotno je bila toliko velika, no. Ima 2 strma brehova, ja, in nekaj ravnine odnesel, in teh 10 kmetij so bile zagotovo vse samooskrbne tovarne v malem. Ja, te kmetije so bile samooskrbne, imele so orodja, razna, imele so med za sladkanje. No, velikokrat je bilo govora tudi o tem, da so kupovali samo sol. Soli pa ni bilo, ker morja pa ni. Tako pa ni velika. Ja, in še danes so skoraj vse hiše naseljene. V Kanomlji ni veliko praznih. Ni veliko praznih hiš, jih je pa nekaj, ja. Pač ljudje so se ali odselili, ali je
nek rod izumrl. Ampak to je neka naravni krog. Kdaj pa je bila kanomlja prvič omenjena v zgodovinskih virih? Ja, prvič je bila omenjena takrat, ko jo je ta oglejski patriarh Bertrand, kot sem že prej omenil, razdelil na 10 kmetij, in to je bilo 20. decembra 1335 leta. O tem obstaja dokument, tako da to imam jaz kot za začetek kanomlja. Je bila že takrat imenovana s tem imenom? Ja, je bila, čeprav so jo pa tudi kasneje drugače poimenovala, ne, pa je bila Kanablja in tako naprej, različne, ampak kanomlja je bila zapisana kot kanomlja. Kako je kdo izgovoril to, so pač druge stvari, druge. Mogoče se ve, kaj to ime pomeni, od kje izhaja? Ja, prav točno se ne ve. Zaradi tega, ker je rečeno, da bi bilo lahko po divjem golobu, Columba palumbos, ali contadino, italijansko kmet, pa mogoče še kaj, tudi profesor Kavčič je rekel, lahko kamnolomlje. Ja, ampak takrat še ni bilo kamnolomov po kanomlja, ne. Kamnolomi so bili kasneje, ob nastanku jih pa še ni bilo, ne. Tako da, eno od teh je že mogoče, še največkrat se uporablja po divjem golobu, ne. Malo kdo ve, da je bil v Kanomlji že pred Tolminskim puntom tudi kanomeljski punt. Ja, to je bilo pa kmalu po tistem, ko je ta oglejski patriarh razdelil Kanomljo, so prišli iz Tolminske neka vojska, ki je bila zadolžena za stražo ob cestah, ob poteh. So prišli ti vojaki recimo, ki jih je vodil Kukanja, tolminski grof, in so Kanomljo oropali. Kanomljci so se postavili. Zdaj, proti njim niso mogli ukrepati, ker so bili kmetje, ne vojaki, ne. So se pa pritožili v Oglej in oglejski patriarh je šel v Videm, v Udine, in tam se je to razčistilo, da mora ta Kukanja vrniti vse, kar so pokradli, kar so po Kanomlji dobili, ukradli, in vrniti nazaj njim. Jaz sem to v knjigi omenil kot punt, ker so ukrepali, a so dobili to res nazaj, pa ni nikjer zapisano, kar bi rekel, da ne. V dolini so tudi kopali železovo rudo, ja. Tam so tudi žgali živo srebro. Ja, tudi žgali so ga, ja. Bili so tudi živo srebrovi rudokopi, sam živo srebro so žgali prej na teh prenštatih, kot se imenuje, ne. Smo jih tudi nekaj najdli, identificirali, verjetno niso vsi najdeni. To je bilo še v tem času, ko so še v teh kopah, v retortah imeli rudo in so žgali, ker so bili tisti prenštati, pač so še kar dobro ohranjeni in teh črepin od retort je še zmeraj
po teh krajih precej. Rudo so pa najbrž vozili iz idrijskega rudnika. Iz Idrije so tovorili s konji rudo in to sam ta bogatejšo rudo, a ne. Potem, ko so bili pa ti rudokopi, dva sta bila, kar jaz poznam, v Kanomlji, so pa vozili že v Idrijo, a ne, to je bilo v tistih mojih časih, se spomnim, da so bili te rudokopi. Eden v Rožfovu igra, drugi pa tam pri Petrič. Vode se v Kanomlji ne manjka. Koliko je bilo po dolini mlinov, žah? Teh je bilo pa kar precej. Mlini so bili zelo, zelo gosti, zelo pogosti. Marsikje sta bili dve hiši, recimo ob enem potoku, pa je imela kar vsaka svoj mlin. In tudi žage so bile kar pogoste, tako da zdaj za število ne morem prav točno reči. Preživljali kmetje, prebivalci so se preživljali tudi iz sečnjo lesa, idrijski rudnik ga je potreboval enormne količine. Ja. So žgali najbrž tudi oglje. Tudi. No, oglje je rudnik oglja je veliko rabil in so bile tudi zelo pogoste ogonce, kope po Kanomlji, tako da jaz se jih še nekaj spomnim, a ne. Zdaj pa ne vem, če je še kdo, da bi to znal delati, a ne. Je res, da se je v Kanomlji gradila tudi cerkev? Ja, to je pa spet poglavje zase. Ja, se je gradila dejansko res. Pri Ivanišu je to ena kmetija. Približno v sredin Srednje in Gorenje Kanomlje, a ne, čeprav to je bilo v Gorenji Kanomlji že. Obstajajo tam še neki zidovi, neke ruševine, ker ni bilo dokončano. Namreč, Kanomljci so kar resno to vzeli, so lomili kamne na določen kraju in potem ga vozili tam k Ivanišu, kot naj bi cerkev bila. No, je pa nekoč delal vizitacijo goriški knezoškof Atems in sta s prefarskim župnikom šla pogledat, kako to napreduje. Zdaj, naletela sta na en tak prizor, ki njemu ni bil najbolj všeč, a ne, med fantom in dekletom, sta pač tam, namesto da bi tiste kamne prekladala oziroma nekaj, sta pač se ljubila. Sta imela drugo delo. Drugo delo, ja. In ni bilo to. Potem je tale Karl Michael Atems 1753, če se ne motim, prepovedal to delo in gradnjo cerkev, češ, da jo taki ljudje niso vredni. Tisti bi odnucali, se mi zdi. Cveto, v prenovljeni izdaji orisa Kanomlje, ki ste ga izdal leta 2020, ste vključil tudi originalne zagovore z tega prostora. To je pravzaprav neprecenljiva dediščina. Ja, točno tako. No, knjiga je bila že pripravljena za prelom. Ko sem jaz najdel te zagovore, potem oblikovalcu pokažem te stvari, sem rekel, kaj praviš, bi šlo to noter. Ja, je rekel, točno tako prepiš, je rekel, z vsemi napakami in točno tako bomo objavili. No, in to se je tudi zgodilo.
in je dalo tej knjigi posebno težo. Zagotovo je mogoče med vami kdo, ki pa bi te recepte preizkušal tudi dandanes? Ja, jaz sem to verjel, da to nekaj pomeni, a ne? Ampak par mesecev kasneje sem pa kar zbalil tako, da mislim, da Mogoče je bilo to pa zaradi neizvajanja teh zagovorov. Mogoče. Janez Kavčič o Kanomlji pravi: večstoletnega življenja in delovnega ritma ni več. Tradicionalno kmetijstvo je povozil čas, zamrle so domače obrti. To je slika Kanomlje danes. Ja, res je. Poln takih drobnih stvari, ki bi bilo lepo, če bi se ohranile. Pa tudi, če le v muzejski obliki, bom kar tako rekel na kratko, a ne? Da bi ljudje vedeli, kako so včasih se preživljali, kaj so delali, kaj so jedli, skratka, malo bolj nazorno bi si lahko predstavljali, kako so živeli. Ampak lahko v roke vzamejo vašo knjigo in veliko tega izvejo iz nje. Ja, priporočam. Ampak knjiga o Kanomlji ni bila vaša prva knjiga, že prej ste izdal knjigo o... Ja, prej kot prvenc moj je bila knjiga Velikanje po Hajduški. To je pa zgodba o enem našem krajanu, prav lahko rečem, je bil sosed, in jaz sem zvedel za to nekako. On je bil pa potem učitelj, narodni buditelj, politik, ne vem kaj vse, v Istri, v južni Istri je pač dobil službovanje. Še prej, kot je postal pop oziroma duhovnik, je opravljal še en drug poklic. Ja, pravzaprav on je kot mlad fantič bil najprej doma pastir. A ne? Lahko še to povem, da je naučil mojega deda pisati in brati na paši. Sta skupaj pasla. Potem je pa on želel, da bi bil oficir. In je šel v Beograd na to vojaško akademijo, bi zdaj rekel, ne vem, kako se je takrat imenovala, ne? Kjer je bil nekaj let, ampak je bilo to kar neko skrivnostno obdobje, ki ni nikjer opisano, kaj je bilo dal. Je pa zvedel en škof dol na Hrvaškem, nekje v Sremu, za njega, in ga je poklical k sebi. Sta se pogovarjala in mu je predlagal, da bi šel za duhovnika. On je to sprejel nekako in so bili v soglasju z Dobrilo. To je poreško-pulski škof Dobrila, ki ga je vzel on kot za svojega, bi rekel, študenta ali nekaj takega, da je on dokončal to šolo za duhovnika. Zato je na ta način je pa dobil tudi službo v Istri. Bil je na vsak način dobro opremljen za to okolje. Poznal je vojaški način vladanja, bil je duhovnik, kajti določen je bil v popolnoma divino južne Istre, kjer ni bilo tako lahko delati s temi prebivalci. Ja, to je bilo rečeno, hajduški pop, dol so bili hajduki.
to se pravi, so napadali te konvoje, ki so vozili iz Pule v notranjost, ne, in tako naprej. On je prišel prav v center tam Hajdukov v Juršiče. In je bilo še kar težko obvladovati jih, in baje, da je imel na oltarju med opravljanjem božje službe 2 revolverja. In da jih je krotil na ta način, je dvignil križ, če ne boste poslušali tega, je dvignil še pištolo, boste pa tega. In no, dogajali so se razni, tudi njemu so kradli. Bil je tudi zelo zavzet za sadike je pripravljal, da jih je jim dajal, da se bodo s tem malo socializirala, ne. In je nekoč so mu pokradli določeno sadje, a ne, tam iz teh njegovih dreves, in je potem v cerkvi povedal: "Nocoj so bili na mojem vrtu tatovi hudobni duhovi. Okradli so mi vse breskve kostenice in fihe sladice. Pojdite proč, da vržem knjigovanje." To je zagrozil iz Prižnice. Ljudje so pogledali in nekdo, ki je bil tam pod korom, je šel ven, da ga ne bo knjiga zadela, ne. In tako je on identificiral, kdo je ta bil. Je bil tudi detektiv. Veliko dobrega je naredil za te prebivalce in v teh krajih ga zelo častijo. Ja. No, prav iz Juršičeve ste vasi, kot je bil, on je bil tudi prevajalec za to mojo knjigo, Slavko Kalčič, žal pokojni že. In ti ljudje so še mene radi imeli, ko sem prišel dol. Jaz se spomnim njegove mame, Mila Kalčič, ko me je videla, da sem prišel tam v tisti kompleks, kjer je bila cerkev, župnišče in pa šola, kar je vse on zgradil, ne, je v nogavicah pritekla dol: "Prid gor." No, seveda sem šel. Ta knjiga je bila tudi prevedena. V kateri jezik? Ja, to je pa v narečje čakavsko. Čakavsko narečje mi je prav od te gospe, kot sem jo zdaj omenjal, ne, sin, Slavko Kalčič, me je vprašal, če sme prevesti. Sem rekel, lahko, ne, zakaj pa ne. In to je tudi prva za njih, prva knjiga drugega izvora, ne hrvaškega, ne, prevedena v čakavščino, ker se šteje, da se to ne da delati, ne. In on je dokazal, da se to da narediti, dokazal je pa z mojo knjigo, ja. Cveto, ste tudi avtor knjižice ob 100-letnici gasilstva v Spodnji Idriji. Tudi. No, to sem pa tudi za 100-letnico njem gasilcem priskočil na pomoč s tem, da smo pa vsi akterji pri izvedbi te knjižice smo delali brez honorarja, ne. Tako da so praktično plačali samo papir in pa tisto črnilo barvo, da so ob 100-letnici gasilskega društva Spodnja Idrija, ja. Ste tudi avtor zgodovine cerkve v Krnicah. Ja, to je pa, ja,
nisem čist sam avtor, ne. To je sodeloval še arhitekt Cveto Koder, pa Marko Ivan Rupnik, ki je delal tale mozaik, a ne. Zdaj, na žalost moram reči, da se je kar malo zdaj s temi aferami, se je kar malo upadlo to. Je bilo več obiska z ogledom tega, tega mozaika, čeprav jaz imam malo pač svoje mišljenje o tem, mozaik je čudovit. Tako. In vi med drugim tudi vodite. Ne samo v cerkvi, v Krnicah, tudi kaj drugega. Ja. Kar se cerkvenega tiče, ko smo že to, v Krnicah, v Spodnji Idriji te mrakove freske, predvsem, ne, s kratkim opisom tudi cerkve in župnije, in pa na Kanomelske klavže, tudi sem se malo tako poglobil v to, a ne, da sem spravil malo podatkov skupaj, da jih lahko Se ste s profesorjem Kavčičem tudi oblikovala zgibonko o Spodnji Idrijski cerkvi Marije na Skalci. Ja, to je bilo pa ob 850. obletnici Spodnje Idrije. Jaz sem imel posnetkov, že kar precej narejenih, tam je pa Janez Kavčič naredil tekst in se je tiste zgibanke delilo 15. avgusta, kaj je prfarski praznik, se jih je delilo tam prisotnim v cerkvi. Ne usahne vam vaš vir raziskovanja. Letos je luč sveta zagledala nova knjiga in to z naslovom Brtuši. Kaj nekaj bi to bilo? Ja, ta knjiga je pa kar tako noter padla. Nenačrtovano, no. Pripravljali smo in tudi pripravili srečanje Bratuševih, to se pravi sorodnikov oziroma prednikov, ne prednikov, zdaj živečih, po mamini strani. Ona se je Bratuš pisala prej in smo trije akterji bili v glavnem, zato smo zbrali precej podatkov, rodovnik od 1766 naprej, in pa smo dobili tudi vse poročne fotografije naših staršev, ker tu je bilo 12 otrok, 6 jih je imel družine, pa nekaj jih je pa, 6 jih je pa prej že umrlo, tako da smo to opisali nekaj naše starše, nekaj rodovnike za vsako družino posebej, potem pa še na koncu drugi del knjige je pa še, mislim, da 38 anekdot naše stare mame, ki je bila vaški posebnež. Ona je imela za vsakega sogovornika pripravljeno temo in sta govorila tisto, kar je ona želela. Oziroma, če je bilo kak drugače, da je kaj ni marala slišati, je pa tako povedala, da je sogovornik onemel. Pa povejte nam, kako je bilo, ko so jo po drugi svetovni vojni spraševali, kaj župnik pridiha v cerkvi? Ja, no, na peči sva bila. Jaz sem tam ležal na peči, 6 let star mogoče. Je prišel miličnik
noter v hišo, pozdrav, dober dan, to. In kar takoj začne, ja, vi, mamca, pa večkrat greste v cerkev. Ja, je rekla, kadar lahko. No, in tako naprej. Kaj pa župnik uči? Ja, je rekla, ljubite se med seboj, je rekla. Pa tu, je rekla, vse si hodil k nauku. Je rekla, se veš, kaj učijo. Ja, takoj sta končala. Ni jemu več besed, da bi kaj še spraševal. Cveto, vsa vaša dela je oblikoval vaš sorodnik, rojak, slikar, grafik, grafični oblikovalec in še mnogo več, Lucijan Bratuš. Ja. To je dobra navezava. Ja, zelo dobra. Nekar pa njemu začnem. On je hodil velikokrat na počitnice k nam. Njegov oče je bil iz naše hiše, doma. In je velikokrat je prišel, hmal je bil sirota, no, oče mu je umrl, mama je bila še živa, ampak je rad prišel k nam. Še zdaj rad pride in obujeva spomine na tiste čase. In veliko teh spominov bo za vama ostalo zavedno, ker sta jih zapisala on. Ja, no, tega se pa zavedava, da to je prav, da je tako. In tudi veselita, ne? Ja, seveda. Tudi veselita. Cveto Cvetlik, hvala vam za trud in vse napore, ki jih vlagate v delo, raziskovalno, ki bo ostalo zapisano zavedno. Hvala vam lepa za vaš obisk v studiu in za tale pogovor. Vse dobro vam želim. Ja, hvala za povabilo. Jaz upam, da bo obrodil še sadove. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.